Čudovito ponedeljkovo jutro. Kot ponavadi sva midve tukaj z vami, Alja Podgornik, ki vodim ta pogovor, trenutno je z mano je seveda dr. Neja Zupanova, in govoriva o različnih pristopih do naravnega zdravja. Kaj lahko naredite sami za to, da se pozdravite od določenih tegob, s katerimi se bojujete, pa ne na nek način, konvencionalen način, ki si boste samo pomočjo nekih tabletk malo zamaskirali tam simptome, pa naprej živeli, pa se pretvarjali, da se nič ni zgodilo. Ampak da se dejansko pogleda, kaj stoji v ozadju težav, kaj so tiste korenine, kaj so tiste dejanske vzroke, da se lahko to ven izruva in da se te stvari ne ponavljajo več. Tako da prejšnji teden sta midve začele s temo menopavze, ki jo bova danes nadaljevale. Še preden greva v to, bi vas rada spomnila, da če imate kakršnekoli vprašanja, kakršnekoli stvari, ki vas zanimajo, jih napišite spodaj v komentarje, ne glede na platformo, na kateri to poslušate. In video bomo do njih prišle, slej ko prej, se vse zapisujeva. Tako da danes pa nadaljujeva z drugim delom menopavze. Prejšnji teden sva se osredotočile precej na fizičen del. Se pravi, malo smo pogledali različne hormone, kako vplivajo na zadeve, kako se pretvarjajo eno drugega, s čim so povezani, in pa potem na fizičnem nivoju, kaj v bistvu je potrebno za to, da lahko ohranimo mi to vitalnost še dlje v življenje, predvsem pa da ta prehod, ki se mu reče menopavza, ni taka grozna, težka, strašna zadeva, kakor je danes ogromno žensk doživlja. Kot so že zadnjič tudi govorila, jaz bi ponovila še to, da to je relevantno za vse, ki to poslušate. Relevantno je za tiste, seveda, ki čez ta proces greste, relevantno je za vse tiste ženske, ki ste še pred tem, pa tudi če je do tega še kakšno desetletje ali pa dve, prej, ko se začnete pripravljati na te zadeve, pa ne iz stališča, o moj bog, menopavza se bliža, ampak iz stališča, ok, kako lahko jaz poskrbim za tvoje spalne organe, za tvoj hormonski sistem, za svoje telo. Lažje bo potem ta prehod in dlje časa imate, da stvari uravnoveste. Seveda je pa to tudi relevantno za vse moške, ki želite ženske v svojem življenju, ki jim stojite ob strani na takšen ali pa drugačen način podpirati. Tako da to je res tema, ki je relevantna za vse, ki to poslušate. Tako da danes bom midve osredotočile na čustven vidik tega. Imela bova tudi energijski vidik tega, ki ga bova pa verjetno obdelale pol še v tretjem delu, zato tega je kar precej. Danes bova pa govorila o tem, kako v bistvu naša čustva vplivajo na menopavzo, na hormonski sistem in vse, kar je, vse fiziološke sisteme, ki so s tem procesom povezani. Tako da Neja, jaz bi te prosila, če lahko naj vpelješ v to čudovito temo danes. Hvala, Alja. No, najprej bom jaz povedala javno, da od 22.2.2023 naša Alja Podgornik ni samo Alja Podgornik, ampak je doktorica nevroznanosti. Da midve sodelujeva že kar nekaj časa in zdaj sva združile še dodatne moči, dve doktorici znanosti, ki za vas pomagava vam, da ohranjate zdravje na naraven način. Seveda to, kar smo midve doštudirale, nama kot znanstvenicam pomaga vključevati v celostni pristop, tudi znanstveni vidik, ampak midve se zelo rade orientirava predvsem na naravni vidik, kako naravno do zdravja. Tako da, Alja, še enkrat čestitam za nov uspeh. Hvala. Zdaj pa gremo na našo temo. Ja, prejšnji teden smo govorili že prvi ta fizični vidik menopavze. Povedala sem, da vpliva menopavza, na kakšne simptome se seveda, prejšnji teden smo, dajte poslušati, kakšne simptomi so od menopavze, ampak menopavza pomeni sprememba delovanja hormonskega sistema. To je naravno, to, kar vam recimo hočejo, ali bom rekla, vsiliti, da pa zdaj jemali ene hormone, zato da boš nadomestil
oziroma da boš nadomestila svoje hormone, ki so majčkeno zdaj v menopavzi se spremenijo, to ni pravi način, ker to je na enak način, kot če bi se vam doma vklopil alarm za smog, pa bi poklicali gasilce, pa bi gasilci rekli, nič, vi kar samo baterijo ven vzemite iz alarma, pa bo vse v redu. Ja, itak se veste, da to prej ali slej ne bo delovalo. No, ampak to hočem tudi reči, prej je Alja govorila, kako pomemben je to, ta menopavza, ja, za ženske, ampak jaz v moji ordinaciji opažam, da tudi moški grejo na nek način skozi menopavzo, upad delovanja hormonov in vse to, če mi neustrezno obravnavamo hormonsko stanje v telesu, prejšnji teden, pejte nazaj, poglejte, ampak midve z Aljo bova itak enkrat še naredila prav teh 7 tkiv po ajurvedu, ampak že zadnjič majčkeno sem pokazala, no, in hormoni so v bistvu zadnja inštanca, zadnje tkivo, so reproduktivni organi, ki dobijo energijo, in če že prej mi ne dobivamo zdrave energije, potem do konca ne bo prišlo. In je za moške in za ženske, ker neravnovesje v hormonih, saj meni recimo ogromno ljudi prihaja z rakom. Ženske estrogenskega imajo največkrat estrogenski rak, se pravi, estrogen začne v nebo rasti, ali pa progesteron zna zelo padati. Prihajajo pa tudi moški, ki imajo težave s prostato, in to jih imam iz leta v leto več. Tako da jaz vedno, ko delam z ljudmi, ki jih peljem skozi te težje izkušnje ali preizkušnje ali doživljanja, pogledamo tudi zelo veliko čustva. Ampak majčkeno bom še, preden grem na ta čustva, bi rada še povedala, da hormonsko neravnovesje lahko seveda poveča različne vzroke za smrtnost. Recimo, ne vem, ženske, 1 od 3 žensk umre v tistem letu, ko si zlomila kolk zaradi osteoporoze. 1 od 3 žensk, si morate misliti, se pravi, osteoporoza se pojavlja. Ampak to, se pravi, ni samo pri ženskah, je tudi pri moških. Potem razne srčne bolezni, težave z krčnimi žilami, Alzheimerjeva bolezen, demenca, vse to kaže, da je kar 85% povezan s težavami s hormoni. Depresija, no, depresijo sem že rekla, tesnobe. Ogromno ljudi imam, sploh ta koronski cirkus, ogromno ljudi tesnobe. Ampak tesnobe, glejte, to sva enkrat že, tudi enkrat, pa zdaj se jaz ne spomnim, kje, dajte, pejte vse te videe skozi, ki jih midve imava zdaj že skoraj 1 leto, ko sva govorile o tem, od kod lahko ta neželjena stanja prihajajo. Strah, tesnoba, jeza, ker ena stvar je od tega življenja, ena je pa to, kar mi s sabo prinesemo, ker konec koncev vsi smo živeli življenje že v maternici. In takrat smo bili spojeni z mamo, in kar se je mami dogajalo, se je nam dogajalo. In mi potem tudi v odrasli dobi ne znamo še tega ločiti, če zavestno tega ne bomo ločili. Potem diabetes, holesterol, to je vse tudi hormonsko povezano. Razne degeneracijske bolezni, kot je recimo slepota ali pa tale mrena, infekcije urogenitalnega sistema. To je vse
povezan. Raki, seveda, jaz sem omenila rak, ki veliko ljudi, mislim, veliko žensk pride z rakom na dojki in moških z rakom na prostati. Ampak tlele je tudi debelo črevo, maternica, tale maternični vrat. To vse so res take zahtevne bolezni. Midve sva govorile tudi, koliko, Alja, mislim, da je 4-5 liveov nazaj, o težavah oziroma o pripravi na nosečnost, ne na porod, ampak na nosečnost. Ker vsaka ženska, ki za nos vse, kar ima v sebi, daje otroku naprej. In če imaš že takrat, če greš ti zanositi umetno, ima otrok vse hormone že v samem začetku čist zrušene. Danes sem brala eno zgodbo od ene deklice, pri 3 letih ima eno degeneracijsko bolezen. No, in potem ko sem brala, kako se je to začelo, ona se je čisto normalno rodila, normalno napredovala, normalno se razvijala. No, pri enem letu, približno 3 mesecih, sta pa starša začela par stvari opažati, recimo, da se je kdaj zatresla roka, ali pa da ni našla kakšnih besed, ki jih je že znala 1 let pa pol, že toliko je bila napredovana. No, in pri 3 letih so zdaj ugotovili, da toliko nazaduje, da je na stopnji 10-mesečnega otroka. Koliko mi strupov noter damo? In meni je bila samo ena misel. Jaz mislim, da veš, o čem govorim. Cepiva. V cepivih noter je ogromno tudi hormonov. To zadnjič mi Alja par stvari povedala, mogoče bo ona tudi kaj na to temo povedala od cepiv pa hormonov, ker je ona kot nevroznanstvenica te stvari preučevala. In zdaj se išče sintetično zdravilo za to deklico, da se bo popravilo, kar je bilo pokvarjeno. Tako da, glejte, bodite ekstremen previden, kaj dajete v sebe. Res zelo previden. Tako da grem jaz zdaj nazaj na ta emocijski del, ker mene tole, ker sem zdajle povedala, v bistvu naredi tudi tako zelo emotivno. Na nekem nivoju me kar majhen boli, ko vidim, koliko ljudi tako zlahka jemlje te od hormonskih preparatov do drugih farmacevtskih produktov, brez da bi pomislili na možne posledice svojih odločitev. Pred časom je prišla ena dama k meni, ki je imela raka na dojkah. Ja, ugotovile sva, da ima v sebi, v svojem prebavnem traktu ogromno patogenih mikroorganizmov. In ti patogeni mikroorganizmi, kaj so to? Bakterije, virusi, glivice, plesni, paraziti, vse to plava noter in je bilo prekomerno. In ti patogeni mikroorganizmi kakajo in lulajo. In njihovi izločki sprožajo v našem telesu ogromno enih odzivov. Kaj so pa hormoni? Hormoni so tako kot poštarji.
iz enega konca v drugega, kaj bi mogel en del telesa narediti. Ampak ker imamo mi toliko enih patogenih mikroorganizmov v telesu, hormoni čisto ponorijo. In potem se soočamo z raznimi čustvenimi odzivi. Če čisto spustimo vse to, kar se nam je recimo dogajalo v otroštvu, v dobi, ko smo bili še v maternici, če to čisto spustimo, mi moramo najprej zrihtati, če hočemo svoja čustva zrihtati, moramo zrihtati najprej svoj prebavni sistem. No, in potem se žal preveč ljudi na tako sliko odloča, da gre na kemoterapijo. Cel sistem je že itak zelo oslabljen. Zdaj pa damo mi noter še malo strupov. Jaz ne vem, kaj se bo z tistega koktejla zgodilo. Tako da moje prednice žal niso bile dosti močne, da bi ta koktejl prenesle in so vse po vrst, pak, vse umrle. Tako da prva stvar je, da se zrihta prebavni sistem, da se bodo čustva lahko začela uravnavati. To čisto na fizičnem nivoju. Naslednjič bova z Aljo majhen govorile o energijskem nivoju, pa bom povedala, kaj delati za to, da se energijsko začnejo stvari uravnovešati. No, druga stvar je pa to, če nekdo, recimo jaz sem bila ena izmed tistih, še preden sem zbolela za rakom, sem zdravo jedla, sem meditirala, službo sem pustila in sem začela delati izključno samo tisto, kar me veseli. S športom sem se ukvarjala, delala sem tudi na sebi terapije, zato da sem se opolnomočila tudi na čustvenem nivoju. Pa sem raka dobila. Zato, ker sem zelo čustveno odreagirala na mobbing, ki ga je moja sodelavka v mojem podjetju izvajala nad menoj. In zato sem rekla, da danes je tako pomemben, da majhen povem o teh čustvih, kako čustva zaznati, kaj narediti s čustvi. Ko se neko čustvo pojavi, enkrat mi je ena rekla, ja, ko sem jezna ali pa žalostna ali pa prestrašena, takrat jaz samo nekaj začnem delati. Pa to mine. To ne mine, samo pokrije se. Takrat, ko se čustvo pojavi, takrat se je treba usesti. Pa dopustiti temu čustvu, da si z njim, ker čustvo je tako kot en majhen otrok. Če boš samo odvrnil pozornost, bo samo še malo bolj siten ratal. In zato potem sčasoma nastanejo hormonska neravnovesja. Torej, recimo, se pojavi žalost, takrat je čas, da se usedeš in si dovoliš, da greš skozi to, ampak ne to, da se utapljaš v ta čustva, ampak da jih predihaš. Jaz imam kar precej takih tehnik, kjer se ta čustva lahko prediha. In ponavadi je fino tudi zaznati, kje v telesu boli, ko so ta čustva. In ko se začne premikati tista bolečina po telesu, takrat smo že na konju. Jaz zmeraj rečem, je že začela bežati. No, in gremo za temu čustvam, za temu občutkam, ampak še vedno smo z njim. In ko enkrat to čustvo odplava ali pa se začne zmanjševati, se bo nekaj drugega pojavilo. Tisto, kar je pod tem, se pravi, kaj je pod temu slojem. Največkrat
se sicer pojavi nekaj lepega, ampak če se nekaj še slabšega pojavi, je še s tistem treba sedeti. In zato delo s čustvi je delo predanosti. Predanosti samemu sebi, predanosti svoji resnični ozdravitvi. Zato, ker včasih lahko jaz si rečem piramida, ta piramida lahko traja kar nekaj časa, da pridemo do tistega, ko resnično energija odteče. Tako da hormoni so messengerji, so nosilci sporočila, ki jih telo prenaša po telesu in v menopavzi se spremenijo. Zato moramo mi na novo začeti se učiti, kaj kakšen občutek pomeni. In vse neprijetne stvari spustiti oziroma predelati in priti do enega resničnega notranjega miru. No, ta tema bi bila očitno še majčkeno daljša, tako da bom jaz še predala besedo Ali, ki vem, da bo povedala kakšno fajno zadevo, pa mogoče se bom še kaj dodala, bom videla. To, kar je Neja rekla, ta tema bi res lahko bila po moje tako ena 3-mesečna serija sama po sebi, ja. Ampak mogoče, Alja, bova pa naredila, vidiš, so se pogovarjale eno delavnico, ali kako si rekla, webinar, kaj si rekla. Glejte, tako da dajte spremljati, bova midve nekaj takega naredile, pa bo malo daljše. Dajte napisati, če bi vas zanimalo sploh to glede čustev, ker precej malo s tem dela, no, dajmo tako reči. Pa obstajajo različni pristopi, bi vam lahko pokazala kakšne stvari, kako s tem delati, ker jaz bi rekla, da fizičen nivo je izjemno pomemben, ne, to, ker fizičen nivo so osnove, dajmo tako reči, ne, in fizičen nivo, to so temelji, in razlog, zakaj na fizičnem nivoju večina ljudi začne delati, zato, ker je najlažje. Kakor se nam zdi včasih težko, ker rečemo, se moram odpovedati tej stvari, pa ne moram tega. Saj je na začetku nek odpor, neka rezistenca glede tega, ampak po nekaj časa, ki te stvari delamo, ko se začnejo stvari uravnovešati, pa rata to manjši in manjši problem. Ampak ena stvar je, da mi ne pojemo one čokolade, recimo, ali pa si, ne vem, ne kupimo pripravljene hrane, pa da sami doma skuhamo, je pa nekaj zelo drugega iti v globine čustvenih stvari, ki v nas živijo. In zelo veliko se govori o kroničnem stresu danes. In jaz bom rekla, da na tak ali drugačen način pri hormonskih neravnovesjih vedno pridemo do tja. Vedno pridemo do tega, zakaj. In to zadnjič sem omenila, kakšna je povezava med hormoni seksa, hormoni stresa, kako vsi izhajajo iz istih predhormonov, če temu tako rečemo, kako se izločajo iz nadledvičnih žlez in take podobne zadeve. Tako da stres bo vedno na to močno vplival. Samo večina ljudi ne razume, kaj stres je. Večina ljudi ima pač zelo tak enodimenzionalni pogled na to, kaj je stres, pač nekaj groznega se zgodi v življenju in pa smo nekaj časa slabe volje in nas malo zdrmajo stvari in pa pač gre stres stran. V bistvu pa ni to. In je treba razumeti, da če mi živimo z nekimi... V ajurvedi imamo 5 nivojev človeškega telesa. Prvo je fizično nivo, potem je energijsko telo, potem je pa čustveno-mentalno nivo. In tle je treba razumeti, da čustveno-mentalno telo je en nivo, ki je prepleten. Se pravi, če mi živimo z miselnimi vzorci, ki nam sproščajo stalna slaba čustva, niso slaba čustva, čustva, ki nam povzročajo še več stresa v življenju. Tako se bom izrazila, ker delitev na dobre pa slabe ne služi v tem primeru nobenemu. Pa imamo mi stalen nivo ojačenega stresa, stalen nivo večjega kroničnega stresa v telesu, ki bo pa vplival na celoten hormonski sistem. In tukaj so zelo velikokrat prisotni strahovi od zadaj. Strah pred, zelo velikokrat bo od zadaj prisoten strah za tem
če res grem v življenju za tem, kar si želim, mi ne bo uspelo, ne bom preskrbljen, ne bojo stvari se postavile na svoje mesta. In potem gremo po poti varnosti, ki pa nas oddaljuje od tega, kar si dejansko želimo. In pa v življenju doživljamo ogromno frustracij nekih, lahko doživljamo jezo, lahko doživljamo neko grenkobo, razočaranje stalna, ker smo se odločili zaradi teh strahov, da gremo po poti udobja, če temu tako rečemo, konvencionalni poti. In tukaj se pa začnejo nalagati, še vidite, imamo strahove, imamo frustracije, imamo jezo, en nivo na drugim in zelo velikrat, kot je Neja rekla, če bi šli mi noter v to frustracijo, v to jezo, se bo pa spadi odprla čist nova dimenzija, ker se reče, delaš nekaj, kar sploh ni v skladu s tvojo esenco, delaš nekaj, kar sploh nočeš. To so težke stvari za predelati, neprijetne stvari za predelati in marsikdo tega ne bo hotel predelati, ker je težko, še več ljudi pa nima niti orodij, da bi vedeli, kako do tja prideti. In to je tisto, kar res nihče nas ne uči, kako upravljati s čustvi. Nihče nas ne uči, v šoli se učimo matematiko, pa geografijo, pa vse one stvari, ki se lahko tle stvar debate, koliko so koristne. Jaz nisem imela nikoli v šoli ure, ki bi nas učili o čustvih. Največ, kar smo se učili, je bila ena ura psihologije, da so nam povedali, kje so primarna pa sekundarna, to je bilo pa počas že to. Ampak to je treba iti ven iz intelektualnega nivoja in je treba iti dol in pogledati, kaj se dogaja. In je treba razumeti, da vsa ta čustva na nivoju hormonskega sistema nam bojo, če povzročajo stres v življenju, če so stalno prisotni strahovi, bojo povzročali konverzijo v te hormone stresa, kar bojo pa zmanjšali nivo hormonov, ki nam dajajo to vitalnost, se pravi estrogena recimo za ženske. Ampak če gremo pa še na en nivo bolj energije dal, so pa ta čustva postanejo postanejo taka stagnantna v telesu, povzročajo, da se tkiva zakrčijo, povzročajo, da tkiva postanejo bolj hladne, da se energija noter ne premika. In pa se tam začne sranje delati. Zaradi tega, ker ne more energija tja teči, zaradi tega, ker ko energija ne bo tja tekla, tudi hranila ne bojo tja tekla, ne bo krvega obtoka, sploh strahovi povzročijo, da se celo telo zakrči, kakšne stvari, kot so jeza, lahko povzročijo pa vročino noter v tem. In tukaj lahko človek dela, ne vem kakšne detokse na fizičnem, ne vem kaj vse zrihta, ampak če ne bo prišel v končni fazi do tistih res močnih čustvenih zadev, ki, by the way, detoks lahko pomaga, da do tja pridemo. Tlej treba razumeti, da ko delamo na fizičnem nivoju, vplivamo na čustven, ko delamo na čustvenem nivoju, vplivamo na fizičen, ampak ko pride do tega, je treba iti pa noter in je treba se s temi stvarmi soočati. In tlej ni bližnjic. Tlej ni bližnjic, kakor bi si jih mi želeli, kakor bi ljudje si želeli ne občutiti teh stvari. In edini način, da predelamo ta neprijetna čustva, je, da jih ponovno doživimo, če smo jih potlačili noter. Ni druge. Pač ne gre drugače, treba jih je na en ali pa drug način pustiti, ker to je energija. Da energija steče v telesu, da se izrazi. Neja recimo je imela, da se da delati z dihalnimi tehnikami. Jaz zelo rada delam s tehnikami v bistvu energijskega pretoka, ki uporabljajo dihanje, uporabljajo pa tudi zvok, uporabljajo premikanje, vizualizacijo, v glavnem več različnih dimenzij tukaj pri tem, da energija steče v telesu in da se zgodi v bistvu alkemizacija v tem procesu. Vi ste slišali za alkimiste, ki so probali pretvarjati svinco v zlato. Ampak to je prispodoba. To je prispodoba, ki se ljudje ustvarja, pa niti ne prispodoba, to se pač kaj alkemija dejansko je, da je to svinec v zlato. Do tega je prišlo, ker pač ljudje, ki niso bili del teh procesov, ki niso delali s temi alkemisti, ampak alkemisti so bili mojstri energije. In svinec pretvarjati v zlato pomeni bolečino pretvarjati v modrost, čustva pretvarjati v znanje, v samo spoznavanje. Zato, da mi nekaj, kar ima nizko vibracijo, nizko energijo, svinc, spremenimo v nekaj, kar ima visoko vibracijo. To je proces alkemizacije. In to se dela s čustvi. In na tem nivoju, ko delate vi na fizičnem nivoju, lahko zelo velikrat delate še tako, da vam pač nekdo pove, kaj se naredi in to naredite in bojo rezultati. Ko prijete na čustveni nivo, morate začeti postajati izjemno iskreni sami s sabo. Ker nihče drug ne more več tega za vas narediti. In je treba iti noter in postati izjemno iskren sam s sabo, zakaj sem tukaj, kaj sem. Zakaj so ta čustva tukaj?
A je to moje, a to ni moje. Če je moje, kako je do tega prišlo, kako poskrbim, da se to ne več dogaja. Če ni moje, ok, treba ven spucati in pa ne bomo več imeli toliko problemov glede tega. In to je proces, ki se večina ljudi, ki jih jaz poznam, se ga izogiba. Zato, ker ni lahek proces. Je pa proces, čez katerega se naučimo neizmerno stopnjo odpornosti v življenju, ker razumemo, da te občutki, ki pridejo s močnimi čustvi, so samo občutki, ki bojo šli stran, če jim pustimo, da tečemo. In se naučimo dejansko biti v tem toku življenja z vsemi temi energijami in razumeti, da pač življenje je vedno nek proces, ki gre med dvema ekstremoma. In da je to normalno. In se naučimo s temi delati in ko osvojimo možnost biti v vseh ekstremih, v bolečini in v izjemnem veselju, v hladu in v vročini, pa začnemo postajati vedno bolj in bolj odporni in čustva nas tega zelo učijo in zaradi tega lahko gremo iz fizičnega v čustveno, iz čustvenega v fizično in dejansko prihajamo bližje in bližje naši dejanski esenci. Tako da danes sva šla sigurno malo ven iz teme same menopauze, ampak tukaj je treba razumeti, da tle na nivoju menopauze, na nivoju menopauze se bojo te stvari res pokazale. Da govoriva generalno, ker svoje čustva porihtati bojo, to vam bo koristilo na kjerenkoli nivoju, ampak na točki v menopauzi bojo vse te stvari ven močno prišle. So bile pa že prej tam. Tako da, če ste 20 let pred menopauzo, ali pa še več, koliko sem verjetno jaz, je dobro vseeno začeti te stvari že zdaj gledati. Zato, ker več, kot tle naredimo, lažje bojo te prehodi. Nikoli procesa ne bo konc, by the way, tako da vemo, ni, da bomo spucali vse, pa bomo pa srečno živeli do konca svojih dni, tako kot sneguljčici, ampak lahko ščistimo vsaj te najbolj goste stvari, ki nas najbolj vplivajo na nas v vsakodnevnem življenju in nam potem omogočajo, da gremo v višjo in višjo dimenzijo izkustva življenja, skozi življenje in tam naprej odkrivamo nove in nove podoblike tega, kako lahko še bolj pridemo v stik s samim sabo. Ker to je dejansko, kaj je poanta tega življenja. Tako da ja. Ja, super, super. Ja. Meni se zdi to, kar smo danes govorili, zelo povezano z menopauzo. To, kar si zdaj na koncu rekla, v menopauzi potem vse ven butne. Ja. Ker je tako hormonsko, taka hormonska sprememba, da ne more noter več vstati. In potem se pojavljajo, ne vem, pozabiš, odložiš ključe, ne veš, kje so, lasje ne rasejo, spadajo, nohte imaš slabe, pojavljajo se razne težave s kožo, recimo, ne vem, pri 40-ih pa že tisto starostne pege. To je vse povezan, je treba iti globoko v sebe. In prav zato sem jaz želela, da danes prav to izpostavlja, ker lep prehod v menopauzo imajo tiste ženske, ki so nekaj že uspele narediti v preteklosti, oziroma niso imele v preteklosti enih takih čustvenih travm ali čustvenih izzivov in so v tem življenju bolj blagoslovljene z enim notranjim umirom. Tako da meni se zdi ta tema danes z menopauzo izjemen relevantna, izjemen pomembna, zato da se začnemo zavedati, kako smo mi dejansko celostna bitja in kako v tistih trenutkih, ko začne se telo spreminjati, pridejo vse stvari, ki smo jih mi tako malo s pokrovko pokrili. Se ponoči zbudiš vsa premočena ali pa kar naenkrat dobiš vročinske oblive in pol temu rečeš, da je to normalen. Ali pa začneš pozabljati, pa je to normalen. Ne, to ni normalen. To samo kaže, da je treba nekaj tam noter spodaj malo iz naftalina potegniti. Enkrat v eni meditaciji smo imeli malo daljšo meditacijo, sem ven potegnila tako, prav, ko sem videla iz sebe mrtvaka, se pravi mrtvo nejo, ki ni več služila življenju
in sem jo ven potegnila in sem se od nje poslovila. Ja, tudi to živi v nas. Tisto, kar smo že prerastali, je v nas mrtvo in je treba ven potegniti, in je treba osvoboditi, je treba se zrelaksirati. Mogoče še na to temo, ki je rekla Alja o stresu. Dejansko stres ni samo to, kar se od odzunaj dogaja, ampak tudi vse tisto, kar mi mislimo, pa ni v skladu z našo esenco. Zato brskajte noter po sebi, pa si upajte iti globoko. Te vabim, da se nama pridružiš na individualni obravnavi, ker pa mi gremo, ker ti pomagava, da dejansko greš v naftalin, pa tam ven kaj potegneš, pa za vse večne čase zakopleš, transformiraš in postaneš druga oseba. Tako da dobrodošli, kontaktiraš pa Aljo ali mene, spodaj tle, pa daj napiš vprašanja, ki jih imaš, za midve bo odgovarjale. Na vse vprašanja odgovoriva, samo spremljajte, ker jih je kar precej, tako da greva tako, vidva, kaj najbolj skupaj paše. Tako da naslednjič pa tretji del, energijski del menopavze. Lepo se imej in čudovit dan, teden, mesec, leto, življenje. Čau.